je 6. del Blender tutoriala v slovenščini. Tokrat si bomo pogledali, kako pri modeliranju pridemo iz enih kvadratastih oblik na okrogle, oziroma bomo hoteli v eni štirikotnik umestiti krog, ki se pravi zahteva za svojo obliko precej več enih točk, za kar pa bomo potrebovali namestiti en add-on, in sicer Loop Tools. To pa naredimo takole Preferences in tukaj vtipkamo Loop Tools. Se pravi, add-on je mogoče majhno varljivo ime, glede na to, da dosti tega je že znotraj Blenderja. Ne rabimo nobenih third party zadev nalagati. Enostavno nam Blender po defaultu skriva en cel kup funkcij, zato da se tale naš interfejs ne zabaše preveč. In je ideja, da si enostavno tisto, kar potrebuješ, vklopiš. No, eden izmed takih, ki bomo sigurno dosti srečali, je Loop Tools. Enostavno samo poiščeš, daš tukaj kljukico. Druga stvar, ki ste pa že videli, da sem jo uporabljal, je pa Dropit. Se pravi, gremo na, ta je pa third party, ne? Gremo na Google, pišemo Blender Dropit, takole prvi link vam da, vas pošlje na eno tako stran, na Gumroad, kjer pa imate, ta je džabe, je zastonj, vtipkate tukaj ceno 0, pa vas vpraša za e-mail in pol vas spusti na stran, kjer takole zdownloadate zadnjo verzijo, ki vam jo ponuja. Postopek je podoben, ko ste tulele v Preferences panelu, namesto da ga takoj poiščete, kliknite tukaj Install, in ponavadi pridejo tile add-oni z zip končnico. Takole klikneš, Install add-on, jaz ga že imam, takole izgleda. Date mu kljukico in to je to. Kar pomeni, da jaz zdaj, če tukaj naredim en plane, takole vidite, da mi naredi tale meni oziroma mi tole kocko lepo poravna s podlago. Če jo zavrtim, Apply Scale Rotation, mi jo takole poravna s prvo točko, kjer ima stik. Ok, Ctrl Z, zato da se mi poravna v prejšnjo stanje. No, in zdaj bomo probali narediti kot neke vrste zvočnika, ne. In se pravi, v čem je problem? Problem je, da imamo tukaj 4 točke, mi bi pa radi prišli na topologijo, kjer je teh točk več in tvorijo krog, ne. Se pravi, naredil sem inset, toliko, da imamo majhen odmika od zunanjega roba, pa imamo pa tukaj Loop Tools in izberemo Circle. Ampak, kot vidimo, se nič ne zgodi. To zato, ker ta stvar, da prav deluje, rab nekaj več izvorne topologije že. Se pravi, bomo samo tole stvar parkrat subdividali, pa probajmo takole. Izgleda tako. Probajmo subdividati dvakrat. Hop, hop. Takole. Pa recimo, da gremo še parkrat nekaj takega. Desen klik, Loop Tools, Circle. Evo, pa ga imamo. Lep krog. Dobro, zdaj pa, se pravi, hočemo priti proti centru, zato da bomo v centru naredili, se pravi, tako kakor je struktura zvočnika, ponavadi ima na sredi še en tak krog, na katerega je pol pripet tisti zadnji del tuljave ali karkoli že ima. Zdaj, človek bi pomislil, da gre tulele za inset faces, da boš pritisnil I in šel takole na noter, ne. Zdaj, ta stvar dela v zelo omejenem obsegu, a vidite, a ne. Do takole nekako gre, kar je pa več, je pa to že ena čudna topologija. Vidite, da imamo cel kup prekrivanja, a ne. Tako da to ni ustrezna rešitev. Ustrezna rešitev je, zdaj moramo pa pomisliti, kaj nam je še na voljo, a ne. Se pravi, za začetek bom počel po E-ju kot extrude, zato da bomo imeli majhen zunanjega roba. In pol pomisliš, okej, kaj pa če extrudam, pa takoj počnem scale. Se pravi, extrude, scale. To bi pa šlo. Extrude, scale, se pravi, tega bomo lahko uporabili za zunanji rob. Pa bomo pa parkrat naredili takole. Takole, okej. Zdaj pa,
lahko takole naredimo, da se nam, recimo, če želimo majhen zunanjega roba, a ne, pa bomo ekstrudali tole na noter. Pa s Ctrl minus bom obrnil to selekcijo, tako da pridem spet do sem. In zdaj zvočnik je ponavadi majhen na noter usločen, a ne. Tako da bomo pritisnili tale gumbek, Proportional Editing, in zadevo z Grab X, GX, takole not pomaknili. Ampak zdaj vidimo, da nam še zunanje stene upogiba, ne. Kar pomeni, da enostavno moramo samo zmanjšati radij tega. Če zdaj potegnem. Tako nekaj takega. Pa tole recimo lahko še malo takole, ES. Tako, pa recimo noter. Pa to stvar zdaj naven spet s Proportional Editingom, ne. G, X, pa precej zmanjšamo tole, tako da dobimo tole bunkico, s tem, da mogoče bi v tem primeru še majhen pogledal tukaj, kako bi radi, da se nam tale krog napenja, ne. Pa bomo dali takole. GX, majhen zmanjšamo radij. Evo, takole, kar v redu. Zdaj to zadevo bi radi, da je gladka, ne, ampak če bomo dali kar shade smooth, bo to izgledalo takole, a ne. Se pravi, okej, ta del bi radi, da je gladek, ta del bi radi, da je gladek, ampak teli robovi pa absolutno ne smejo biti gladki, a ne. Zato bomo tulele uporabili še eno finto v, se pravi, Object Data, oziroma tule se ukvarjamo predvsem s temi našimi točkami. In tulele imamo Normals. In lahko tulele obkljukamo Auto Smooth, pol pa si nastavimo, pod kakšnim kotom nam ta smoothing applya, a ne. In zdaj, če bomo šli na ful velik kot, bo to takole, sicer pa evo, nekaj takega je pa že kar v redu. S tem, da tele stvari, če bi tukaj majhen še subdividali, kar lahko naredimo, dokler imamo vse kvade, a ne, oziroma štirikotnike, se to da, ampak to bomo si podrobneje pogledali v enem izmed kasnejših delov. Okej, če damo takole, pa lahko, kje je zdaj center tole, še majhen zapognemo. Takole, da je zadeva še majhen bolj okrogla, s tem, da nisem bil pozoren, mogel bi zakleniti zadevo na X-os. No, ja, nekaj takega, evo, pa imamo zvočnik. Se pravi, zdaj bi mogoče dali takole še array, pa ne v to smer, ampak v z-smer. Tako, da imamo dva. Okej, zdaj pa, če to applyamo, pa mogoče zberemo tole, pa pomanjšamo zgornji del. Ali pa tudi če ne, takole bo v redu. Zdaj zadaj nam pa manjka še en kabel, a ne. Pol pa lahko tole recimo naredimo takole. Inset faces, GZ, takole majhen naven. Takole, da naredimo en tak utor. No, zdaj pa kabel, a ne. Kabel je pa najboljše nam narediti na ta način, da izberemo curve, se pravi, neko krivuljo. Takole. Povečamo in ta krivulja bo rabila eno obliko. In to obliko pa dosežemo tako, da dodamo še eno krivuljo, in sicer circle. Zdaj pa tej krivulji prvi bomo nastavili ta circle kot njen objekt, ki določa geometrijo, a ne. Takole. Ja, takole.
Ja, pa ga imamo. In zdaj še tale točka, zdaj pa da se jaz spomnim, a je ja, sorry, z EM lepo ta kabel raztegnemo naprej, z R kot rotate kabel peljemo v tisto smer, kot ga želimo, in takole naštrikamo tale naš kabel na željeno točko. Okej, to je to za to učno uro, pa se vidimo v naslednji.